Čudovito letošnje vreme je tudi letos privabilo veliko obiskovalcev in ljubiteljev slastne čokolade v Radovljici od 20. do 22. Pester program, pestra ponudba, letos tudi hiša eksperimentov, 100 let telefonov, predstavili so se starodobniki iz Kranja in iz Avstrije, skratka, bilo je živahno, posebno pa vse čokolade so slastne. Seveda ne smemo pozabiti tudi 96-kilske čokolade Gorenjke, ki jo vsako leto razdelijo med obiskovalce. Kakšen program ste letos pripravili? Čudovito vreme, veliko obiskovalcev, tudi tujih. Letos je zares lepo vreme, program je tudi pester, prilagojen vsem generacijam, glede na to, da je to družinski festival v prvi vrsti. Pripravili smo delavnice za otroke, glasbeni program, animacijo, cirkuške delavnice, čokoladno ruleto, poslikavo obraza. Imamo delavnico s hišo eksperimentov, na kateri lahko izdelajo svojo tablico čokolade, pa delavnico z muzejem pošte in telekomunikacij. Ogromno programa res za vse generacije. Predvsem v prvi vrsti pa prodaja in degustacija čokolade in čokoladnih izdelkov. Koliko čokoladnice letos predstavlja, je kaj novih? Ja, letos je 7 novih ponudnikov, je 7. festival čokolade, tako da se nam vse vrti okoli številke 7. In sicer imamo 47 ponudnikov, tako da resnično pa ponujemo tudi letos samo čokolado in čokoladne sladice. Za zabavo ste tudi poskrbeli? Tako je, in sicer imamo veliko ansamblov, v petek nas je zabaval Hamo in Tribute Love, danes ravno kar Veseli begunčani, pride še Smoltok, jutri imamo potem Neco Falk z Mačkom Murijem, pa Uroša Periča, zares pester program. Letos ste pripeljali tudi staromodnike iz Kranja in iz Avstrije. Tako je, starodobniki iz Avstrije so se nam pridružili danes v soboto, prišlo je 14 starodobnih avtomobilov, na nedeljo pa pridejo še starodobniki iz Gorenjskega oziroma Kranjskega motokluba starodobnikov. Koliko obiskovalcev pričakujete na letošnjem že 7. festivalu čokolade? Glede na vreme lahko upamo trditi ali pa saj mislimo, da lahko pade rekord, zdaj največ obiskovalcev je bilo 55 000, bomo videli po festivalu.